Tokrat ste testirali Hondin legendarni model Civic. 50 let neprekinjene proizvodnje, 11 generacij. Zapeljali smo tudi Volkswagenov električni model ID.5. Sebastian požene najbolj športno Škodo, potem pa gremo na prav posebno prvo vožnjo, celo vohunsko vožnjo z UX. Lexus UX. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Kot ste nemara opazili, so se naši testni dnevi Gledalci testirajo nove tehnologije. odlično prijeli in v letošnjem letu ste po našem testnem protokolu preizkusili več avtomobilov kot prej v katerem koli letu. No, vsak test je tudi za nas nekaj novega, spoznamo veliko novih ljudi, voznikov, tudi načinov voženj, ampak tokrat je pa bilo prvič, da smo na testu Honde Civic imeli vse voznike, ki so bili tudi odprej vozniki Hond. To je in ni presenečenje. Gre namreč za znamko, ki že od samega začetka uveljavlja svoj razmislek, tako v tehnološkem pogledu kot v oblikovnem. In tisti, ki začutijo to znamko, ji praviloma ostanejo zvesti. No, in ko ravno govoriva o Hondi Civic, ti si že v uvodu dejal, 11 modelov Honde Civic se je nabralo v vseh teh letih, v 50 letih neprekinjene proizvodnje, potem, ko je Honda že obvladovala svet na 2 kolesih in si tako začela ustvarjati oziroma se postavila tudi na 4 kolesa. Ker so bili vsi naši tokratni testni vozniki Hondini privrženci, smo bili pri izvajanju testnega protokola še toliko bolj striktni. No, težko se je izogniti osebnim preferencam, tudi mi jih imamo, zato pa se držimo nekega določenega protokola pri testiranju vseh avtomobilskih znamk in na koncu se ob vsakem testnem avtomobilu tudi pogovorimo. Krešejo se mnenja. Ja. Krešejo se mnenja, ampak vse za dobro debato in za to, da naredimo čim bolj objektiven test. No, poglejmo pa, kako so Honde testirali naši testni vozniki. Jaz kot hondaš bom danes težko spal, pa tudi za 2 noči naprej ne garantiram, ker to je meni kot ena pravljica. Kaj najbolj drži pri Hondi? Najbolj mi drži res tista njena moč. Motor pri Hondah. Motor. Kvaliteta motorja. Pojavlja se nostalgija, ker ta avto, ki je bil tam, je bil nekoč moj, črne barve, isti model, isto vse in seveda. Mu privoščim, naj uživa, ker vem, kakšni užitki so to. Všeč mi je bilo, da sem ga prehitel, da ima večje pospeške, ker je le toliko in toliko let potem. Novi hibridni Civic je torej hitrejši od Civica 5. generacije ESI. Ampak na stezi novomeškega letališča v Prečni smo novince pomerili tudi s 6. Civicom, tistim, ki je zaslovel s tehnologijo spremenljivega krmiljenja ventilov. Bil je stari, je bil hitrejši. Na koncu že skoraj za cel avto. Ja, mislim, da imamo nekaj še celo predelanega. Pokal je pa tako, da smo midva noter še slišala, Tak, mogoče še rabi malo, da se vpelje mašina. Ok, ampak to, kaj je pokazal zdaj na današnjem testu, čisto z nič, pa dati gas, te malo prelepi, Zakaj pa take ne kupimo? Povleče me nekaj razvodi povlekel. Kljub temu, da je hibrid. Ampak čas je, da se spomnimo, zakaj je šlo pri tistem v Prečni najhitrejšem predelanem Civicu. Razložimo torej v tek, praktično. Avto gre, ko pride na obrate 500, rečemo, brutalen zvok in vleče, še bolj potegne. Kaj je
Honda zvok. A zapojete? Ne. Ta naven ni nič ropotal. To se sliši noter tako. To je fajn. Meni je. Se vem, da bi mogli samo hvaliti danes, ne? Ne, ni treba, ne. Čisto realno, no najprej nisem vedel, da je umeten zvok, ker še pač niste povedali, ne? Pa sem čisto iskreno povedal, rekel bratu, da me malo razočaral zvok motorja, ne? Iskreno povedal, ne? Pol pa, ko sem vse skupaj potegnil, pa rekel, ok, ni slab zvok, na koncu ni tako hudo slab zvok, ne? Ampak me pa je začudilo, da bi bil to naravni zvok motorja, vsega to pa ni, ne? To pa ni. Črna plat tega avta, ta umetna kulisa nekako ne sovpada s tem avtom. V načinu sport se mi zdi se preveč oglaša, se preveč zaganja, se ti res zdi, kot da si na neki dirki. Tudi sam merilec obratov v narekovajih, ki to ni, ne, je tak mal vrljiv, ne. Že same številke do 100 ne grejo skozi, veš, da je nekaj narobe, ne, ampak se pravim, zvok pa absolutno ne. Bi bilo bolj, če bi se avto tako obnašal, kakor se zveni, rečemo. Nisem lih oboževalc, no, rečemo, teh umetnega ustvarjanja zvoka. Se jaz tudi načeloma ne, samo moram pa reči, da me nič ni motil, pa da mi je v bistvu kar pasal. Seveda, vsak ima svoj okus, ampak na tokratnem testiranju nismo trčili samo mi objektivneži in pa pristaši, ampak je prišlo do razkoraka celo med ljubitelji Civicov. Konkretno med lastniki prejšnje generacije z bolj globokim turbozvokom in pa privrženci tistih klasičnih Civicov, tistih, ki v visokih vrtljajih pojejo s falcetom. Če ga primerjam z 1.5 z motorjem, te visoke frekvence, sploh v tem primeru, so zelo visoke frekvence in nekako ne deluje avto kot bolj kakšna motorka, kaj takega. Kot vemo, je zvok umeten, ne. Ampak mene to ne moti. Generacije nazaj so mi dajali približno VTI sploh, ne? Približno tak zvok. Se pravi, zvok je ta prav. Zvok je ta prav. Pa je dovolj glasen. To je ravno prava mera hrupa. Novi hibridni Civic se torej oglaša kot VTEC, ampak bistveno bolj potiho. Predlagam pa, da zvok opiše še Peter, ki je v družbi Hondinih ljubiteljev raje zamolčal, da je skoraj kupil Toyoto. Pri sport modu daje take zvoke, pa z blues menjalnik, da res misliš, da predstavljaš, pa da še zadaj poka, ne? Prišli smo torej do poglavja menjalnika. CVT menjalnik me je pozitivno presenetil. Kakšno je bilo pospeševanje od 0 do tja? Zelo enakomerno. Zelo enakomerno. Elektromotor, tako vemo, vleče zvezno. Potem še CVT vleče zvezno. Samo gre in Malo dogaja pa tem avto, ali kaj? Ja, mogoče v tej smeri. Manjkala je una predstava, da začutiš predstavo, da veš, da si kdaj si dal višjo predstavo. CVT je seveda neskončno stopenski oziroma brezstopenski menjalnik. Ne more cukati, ne more skokovito prestavljati. Pa vendar se Hondin menjalnik obnaša drugače. Torej, sliši se, kot bi avto prestavljal in to ne seveda bolj poveže z avtom in pa s cesto. Vseeno pa v prid višjemu udobju namenoma ni tistega cukanja pa rukanja, ki ga pogrešajo naši nostalgiki. Vsekakor pa ima Hondina inženirska rešitev vsaj eno bistveno prednost pred vsemi drugimi samodejnimi menjalniki. Ok, ročni menjalnik vemo. Šaltaš, ko sam hočeš, na obratih, ki sam hočeš, ne? Če je nekaj, da nimaš ti ročice, da delaš, ne bo taka zadeva, ko je to. Ne, da neki cuka pa ruka pa ne ve, a bi ali ne bi, pa kickdown pa, ne. To, stisneš to, ko stisneš to, gre. Ko daš gas, takrat stopi. Torej, čeprav je novi Civic bolj priljuden, bolj vsakdanje prijazen, bolj udoben, ima še vedno tisto klasično Civicovo značilnost. Pa ne samo tiste, ki je vezana na pogon. Ena od značilnosti Civica od samega začetka je ta vodljivost. Tukaj smo stran od SUV-jev, tukaj smo tisto osnovno, primarno, analogno vozniško uživanje. Še vedno je Honda Civic. Ko se usedeš v Hondo, pa ko se voziš v Hondo, točno veš, da si v Hondi. Vse se to začuti. In to so še zmeraj ohranjeno, no, ta esenca Civica je ostala. Na volanu občutiš vožnjo, ovinek,
Vse je to čist nekaj drugega, ne? Ko pa recimo današnji avtomobili, ki so veliki, suvi, ono, to, levo, desno, je čist nekaj drugega, ko pa recimo nekaj takega evropskega. Prav in na volanu in, bom rekel, pod zadnjico, če avto čutiš, vidiš, da je to, da drži. Sebastian pa se je tokrat družil s kraljico rallyjev Škodo R1. Ki je v svoji kategoriji najuspešnejši rally avto vseh časov, kar ni presenečenje, saj je Škoda znamka z zelo bogato zgodovino športnih uspehov. Da so za predelavo izbrali Fabio, pa tudi ni presenečenje. Ja, s Fabio so z usmeritvijo in pristopom res postali eden bolj zaželenih dirkalnikov, tako voznikov kot dirkalnih ekip. Nedolgo nazaj smo vam predstavili pogled Škode v prihodnost. Ta je seveda okolju prijazen. Vendar to ne pomeni, da je Škoda kakorkoli opustila program motoršporta. Še več. Pravijo, da so uspešni bolj kot kadarkoli doslej. Zato se samo po sebi postavlja vprašanje, kako pomemben je za Škodo uspeh na športnem področju. Well, the importance is going over the rally sport. We want to transform the emotions from the rally sports also to our serial sports, and it's very important for Škoda to show we are not only having a big value for money in our cars, we are not only driven by family, we are also driven by emotions. You can buy that as well at Škoda. RS različice so tudi v Sloveniji odlično sprejete. Malo kdo pa ve, da bo program RS pri Škodi že kmalu praznoval pomemben jubilej. Okay, the RS history started in 1974 with this model, with Škoda 200 RS. And then, after, I would say, many years, the proper RS range of the serial cars came. And of course, when the first generation of the Fabia came, then in few years after the launch of this car, also the RS version of the Fabia came with very interesting and specific engine, 1.9 TDI with 96 kilowatts, 6-speed gearbox manual. And the car was very appreciated by the customers because it was something unique. And why I'm talking about that? Because it was a base for the first generation of our WRC Fabia car. Čehi so na svojo zgodovino in na vrhunske dirkalnike zelo ponosni. Zato ne čudi, da so do njih tudi izjemno skrbni. Prva Škoda z oznako RS še vedno opravlja svoje delo, zato se vabilu na kratkotesno vožnjo seveda nismo odrekli. Old car, nice memories. A na uspehih stare slave se ne da dolgo živeti, zato zdaj pri Škodi vse upe stavijo na novinko Fabio RS Rally 2. 50 let razvoja se še kako pozna, sploh če te na kratkotesno vožnjo odpelje profesionalni rally voznik Chris Mick, ki ima v žepu tudi 5 zmag v razredu VRC. A trenutno živimo čase, ko je ekologija bolj pomembna kot kadarkoli prej. Kako to vpliva na razvoj motošporta pri Škodi? We were in contact with the FIA and we were discussing about how can we use, for example, sun fuels and biofuels. And this is what we started now with a new rally series. I'm quite confident that also electric driving will influence the rally sport. Not right now, but in coming years for sure. Ostanite z nami po kratki pauzi, zapeljemo ID5. Potem pa gremo na prav posebno prvo vožnjo, tokrat z Lexusom UX. UX pa je tudi že del odgovora, za koga je UX namenjen. U je urbani, X crossover.
je pa UX tudi najpogostejša vstopnica v svet Lexusa. In s tem luksuza. Ste se kdaj vprašali, zakaj je prav v svetu avtomobilizma tako veliko kultnih znamk in voznikov, ki si izberejo določeno znamko in jo potem hvalijo, ščitijo, gredo celo tako daleč, da si znak izbrane znamke vtisnejo na kožo. Kdaj postane nek produkt kult in zakaj? Prvi razlog je zagotovo tudi v tem, da je vožnja avtomobila čustvena izkušnja in akumulacija neštetih doživetij in spominov na kraje in ljudi. Po drugi plati pa je vožnja avtomobila tudi posebna simbioza sodelovanja človeka in stroja. Tudi zato dajo ljudje neredko avtomobilom ljubkovalna imena ali pa jih po dolgi in naporni vožnji potrepljajo in rečejo, tole sva pa dobro odpeljala. Nedavno smo govorili o, recimo temu, religiji Harley Davidson. Med avtomobilskimi znamkami je religioznih skupnosti veliko. Honda je že ena izmed njih. Produkcija blagovnih znamk je danes spet precej večja, kot je bila še pred nekaj leti, kar je posledica elektrifikacije. In zdi se, da danes nove blagovne znamke veliko hitreje pridejo do dodane vrednosti, ne pa tudi do kulta. Tesla je že tak primer. Musk pri prodaji avtomobilov v resnici ni odkril nič novega. Je pa na zelo inovativen in predvsem na drugačen način razumel digitalno medijsko krajino in jo v celoti zasedel s sporočilom, da je nova mobilnost že tukaj, za Teslo. No, okej, ni še čisto tukaj, mogoče bo jutri, ali pa tudi ne jutri, saj vseeno. Važno je, da je bombastična novica vsak dan zjutraj na voljo na pametnih telefonih. To, da je že opoldne vredna samo še za polovico in zvečer, da ni vredna nič več, je že druga zgodba. Da bi znamka dosegla kultni status, je potreben vendarle tudi čas. Morda se je ta nekoliko skrajšal, a toliko spet ne. Poglejmo primer Soichira Honde. Soichiro se rodi v vasi pod goro Fuji, revnemu kovaču, ki popoldan popravlja kolesa. Soichiro mu pomaga in tehnika ga tako zelo zanima, da redno šprica šolo. Pri komaj 15 letih zapusti družino in gre v Tokio. Javi se za delo v avtomobilistični delavnici in ko vidijo, kako mlad je, ne začne na začetku. Začne še nižje. Najprej mu ni dovoljeno delavnice niti pometati, ampak mora paziti dojenčka lastnika delavnice. Potem pa v nekaj desetletjih pridobi znanje, zaupanje in spoštovanje. Zgradi največjo tovarno motociklov, tej doda še avtomobile. Vse to v časovnem loku enega življenja skromnega Japonca, tako zelo drugačnega od Muska. Soichiro je rad rekel, da je uspeh 1% dela in 99% prejšnjih neuspešnih poskusov. Je pa veliko vprašanje, ali bi Soichiro s takim načinom razmišljanja in dela uspel kult postaviti tudi v današnjem času. No, mu je pa uspelo narediti odlične motocikle, avtomobile, letala, kosilnice, agregate, ladijske motorje. O današnjem avtomobilu zelo veliko že vemo. Namreč ID.5 je v bistvu ID.4 Coupe. Oblikovan je kot tako imenovani fastback, se pravi SUV, pri katerem je bistvena oblikovalska lastnost ta položen zadek. Bolj dinamičen zadek, bolj športen zadek. Ampak s tem zadkom je povezan naš prvi pomislek pri tem avtomobilu. Tukaj zadaj ni prostora za zadnji brisalec. Seveda, izgledalo bi čudno, ampak ne bomo rekli, da ga nismo pogrešali. Ujel nas je namreč velik naliv in ta naliv je seveda tudi to zadnjo steklo povsem umazal. Ne boste presenečeni, če vam povem, da je ta ID.5 bolj aerodinamičen kot pa ID.4. Bolj kapljičaste oblike je. Količnik zračnega upora pri ID.5 meri 0,26, pri ID.4 pa 0,28. No, koliko zmore ta avtomobil? Podatki so pokazali preko 500 km, ko smo ga do polnega napolnili z elektriko. No, v praksi je to seveda pomenilo nekaj manj, ampak poraba pri tem avtomobilu je bila
kar spodobnih 17,4 kWh na 100 km. Seveda je treba pri tem dodati, da ta avtomobil testiramo v toplih dneh. Po zimi si boste že želeli, da bi izbrali tisti ID.5, ki ima 2 motorja in pa 4-kolesni pogon, kajti ta avtomobil pač nima nekih programov za, recimo, sneg. Pa še ena stvar je, čeprav je ID.5 bolj kupejevski kot pa ID.4, vseeno od tega avtomobila ne pričakujte dinamičnih voznih lastnosti. Ko greste na bolj hribovit, zaviti teren, takrat ta avtomobil pokaže, da ima visoko maso. Vstop v Lexus je hkrati vstop v luksus. Zato so pri Lexusu, pravzaprav pri Toyoti, izbrali tako hibridno ime, ki k temu takoj napelje. In za večino kupcev je vstop v svet Lexusa, v svet luksuza prav UX, vstop v višji nivo udobja. In ker ima tudi udobje različne interpretacije, so za tokratno predstavitev UX-a izbrali prav posebno predstavitev. Tudi s pomočjo vohuna. Merljak. Miha Merljak. UX je bil seveda zdaj deležen tiste klasične prenove ob sredini življenjske dobe nekega avtomobila in kot vidite, novosti ni prav veliko, še vedno ostaja bolj ali manj takšen, kot je bil. Novost bomo seveda opazili in na strehi, kjer najdemo, da je avtomobil na voljo zdaj v kombinaciji 2 barvnih odtenkov. In seveda novost bomo našli tudi v kabini, kjer imamo bistveno večji zaslon na dotik. Predvsem pa bomo novost slišali. Če bomo rekli, hej Lexus. What would you like to do? Več tehničnih sprememb je pri električnem UX-u, z ponovami ima 100 km daljši doseg, ampak nam bo prišel s polletno zamudo in ga tokrat nismo vozili. Sicer pa se pri Lexusu nikoli ne gre samo za vožnje. Za Lexusove predstavitve avtomobilov je značilno, da svoje avtomobile podkrepi s primeri perfektnosti v klasičnem vsakdanjem življenju, tudi na drugih področjih. Smo v Nemčiji, v Berlinu in predlagam, da spoznamo tukajšnje nepričakovane berlinske takomije. Raziskovanje berlinske odličnosti smo začeli v najbolj trendovski pekarni. Some people say it's the apple of breads, basically. Nekdanja marketingerja sta svoj hobi v posel pretvorila na prav znanstven način. The main problem was finding the right ingredients. We have a free pushed bread that needs to have a lot of strength and fluffiness just through the right amount of fermentation. And in order to achieve that, the wheat needs to have a high level of protein. So the farmers, they were not used to basically providing the grains that are needed for our breads. So we had to work with the farmers, but the life cycles of creating new grains is very long because you just harvest twice a year. So you needed to go, you needed to do trial fields, we needed to see if this is working with our bread, and it took us probably two years to really get the grains right. Predvsem pa sta Kolja in Thanos zmanjšala stres pri obisku pekarne. Ponudbo kruha sta namreč zminimizirala. Tuj, ko sem uporabil namenoma, takoj vam bo jasno zakaj. UX je sicer najmanjši Lexus, ampak zdaj vam pokažemo majhnost v neki povsem drugačni dimenziji. Poglejmo miniature. Umetnik ali vrtnar? No, Philip Weiland je oboje. Miniaturne bonsaje je začel gojiti zaradi fotografij svojih minifiguric, ki so pač potrebovali nekaj za primerjavo velikosti. Na koncu pa so se rodile mini zgodbe. What I really like is to create a situation where the one who looks at it can interpret the story a little bit. So often it's just like weird situations between things that actually don't match together. For example, there's a man underwater and a girl sitting on it. And some say, oh, is she killing him? Some say, oh, she's saving him. Some say they have sex. In seveda vas že cel video nerviran s to čudovito lokacijo, s to berlinsko Metelkovo. Seveda gre za Teufelsberg, eno največjih svetovnih street art galerij, kjer je seveda prostor tudi za tako velike umetnine. I'm your guide for today and I will tell you everything I'm allowed to tell you.
Seveda se vam zdaj že svita, da skrivnostne zgodbe ameriškega vojnega veterana nimajo prav veliko veze z likovno umetnostjo. At the end of World War II, that was Berlin. This is not Mariupol, this is not Kiev, this is Berlin. They had to clear the streets. They had to find a place for all this rubble. So for 22 years, hundreds of trucks came out every day, brought rubble out of the city and piled it up here. You're standing on old Berlin, the entire mountain. Umetno zgrajen hrib mora imeti anteno gor, kaj ne? No, pomaknimo se zdaj v čas razdeljenega Berlina. Antene na Teufelsbergu so namreč uporabljali Američani. In East Germany, there were almost 500,000 Warsaw Pact troops, Soviets and East Germans. They all used radios, and we could listen to radios. So getting information about these troops in this way, this was the most important collection point on the planet. The Soviets did the same thing. From the Brocken in Saxon-Anhalt, they listened in and we listened in. And maybe that was a good thing, because it's very difficult to plan and execute an aggressive war if the other side can hear what you're doing. I'd like to invite you to my office. Unfortunately, we have no running water on the Teufelsberg, so there's no free coffee. Sorry. Come along. Ta pisarna nekdanjega vohuna je danes polna likovnih kreacij svetovnega kova, nekatere slike ostanejo tam le kratek čas, druge pa so bolj večne. Seveda vam jih več pokažemo v naši daljši zgodbi na našem YouTube kanalu in na rtvslo.si. Pridite in ne pasite svoje oči. Bodite z nami tudi prihodnji teden, ko bomo spet v vaši družbi testirali eno prav posebno, celo mistično znamko Alfa Romeo, tokrat model Tonale. In to po lepi zaviti cesti vse do cilja, na katerem pa bomo ugotavljali, ali ima Alfa celo slovenske korenine, kar je seveda zavito v skrivnost, kar pri tej znamki sploh ne preseneča. No, ni pa skrivnost, da je kakšna dobra Alfina zgodba povezana tudi s Slovenijo. 10 let nazaj so kraški gadi podrli angleški rekord, prej so ga imeli Angleži, in sicer so naredili kolono 526 Alf. In to bogato so jih prekašali. Bogato so jih, za kar nekaj 100 so jih prekosili. No, toliko o Alfah, do naslednjič, vmes pa kliknite na MMC poševnica avtomobilnost ali pa nas sledite na YouTubeu ali pa Instagramu. Se vidimo. Srečno!